Na zaposlitveni razgovor pride veliko različnih ljudi. Nekateri so sproščeni, drugi ne. Člani komisije vse kandidate vedno obravnavamo spoštljivo, ker to ni le pravilo bontona, ampak odraža kulturo celotne državne uprave. Prosim, opišite situacijo, ko ste se soočili z zahtevnim strokovnim izzivom. Ves čas se soočamo s takimi izzivi. Zadržani, vase zaprti kandidati so lahko tihi, a to ne pomeni, da niso zainteresirani ali kompetentni. Nasprotno, pogosto so zelo osredotočeni na delo in samostojni. Maja, vzemite si čas. Zanima me konkreten primer iz vaše pretekle službe. S kakšnim strokovnim izzivom ste se soočili? Na prejšnjem delovnem mestu sem vodila postopek, ki je zahteval uskladitev 3 različnih predpisov. Največ časa sem posvetila analizi, nato pa pripravila predlog, ki so ga potrdili brez popravkov. Dobro je, da introvertiranim kandidatom dopustimo več časa, postavljamo podvprašanja in se osredotočimo na dejstva in konkretne situacije. Zakaj me to sploh sprašujete? To nima nobene zveze z delom. Občutek imam, da vam ta vprašanja niso všeč. Mi lahko prosim poveste, kaj vas moti? Pričakoval sem bolj strokoven razgovor. Razumem. Preverjanje kompetenc je ustaljen pristop, ki ga uporabljamo pri vseh kandidatih. Želim, da razgovor nadaljujeva v spoštljivem tonu. Je to z vaše strani mogoče? V takih primerih ohranimo mirnost. Spoštljivo opozorimo na vedenje in, če je potrebno, jasno postavimo mejo, a vedno z dostojanstvom. Oprostite, zelo sem nervozna. Nič hudega. Normalno je, da smo na takem razgovoru nervozni. Tudi drugi kandidati se tako počutijo. Predstavljam si, da je ta razgovor za vas pomemben in se želite izkazati. Vzemite si trenutek, se nam ne mudi. Začniva s tem, da mi na kratko poveste o svojem dosedanjem delu. Kaj so bili najbolj zanimivi izzivi, s katerimi ste se srečevali? Hvala. Torej, zadnjih 5 let sem delala na občini, kjer sem bila odgovorna za vodenje upravnih postopkov na področju okolja in prostora. V primeru, ko je kandidat močno pod stresom, mu damo vedeti, da je trema običajna. Upočasnimo tempo, pokažemo empatijo, a ne potuhe. S tem mu omogočimo primerljiv razgovor, kot so ga deležni drugi kandidati. Zapomnimo si, vsak kandidat je drugačen, a vsak si zasluži spoštljiv odnos. S tem pristopom stremimo k še boljši podobi državne uprave.